3, 4, zdaj. Ljudje in ljudje, poslušate 41. res je 41. Epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme in risnike vseh žanrov od F do Z. Obot, oče blagoslovi oranžno dušo. Smo, tako kot vedno, Mito Gerič, Servus. Igor Harp in moja malenkost Aljoša Harlamov. In znova, zdaj že 7. epizodo zapored, imamo med sabo gosta in že 3. zapored nekoga, ki je z nami prvič. Tokrat je to Roman Vučajnk, prevajalec, srednjevekovec, mečevalec. Živijo, Roman? Živijo nazaj. A se prav povem tvoj primek Vučajnk ali Vučajnk? Kako? Ne, prva varianta je boljša. Je bila popolna Vučajnk. Ok, Vučajnk. Ja. Okay. Zmer tako me, malo hočem tako na Vutank, veš, Vučajnk. Ni problema, je dober ritem. Je, ne? Dobro, bomo kar nadaljevali. Skratka, to je 41. epizoda, jaz se opričujem tle publike, ker uvoda še zmeraj ne znam na pamet in moram malo gledati na list, ki jo snemamo skratka pred živim občinstvom v ljubljanski slovenski kinoteki. Občinstvo javi se. To je bilo občinstvo, res. Sicer smo si pravkar skupaj z občinstvom pogledali film iz leta 1985 Ladyhawke, ki ga bomo izkoristili tudi za kratek poklon, pogovor o lani umrlem igralcu Rutgerju Hauerju. Še preden se tega lotimo, seveda standardno opozorilo za tiste, ki nas poslušate 25. februarja, pa niste zdaj skupaj z nami v tem hramu filmske zgodovine. Tale epizoda bo vsebovala kvarnike za film. Če ga niste gledali, morda nam uide tudi kak kvarnik za kakšnega od filmov Rutgerja Hauerja, ki jih bomo omenjali, ampak se bomo potrudili, da jih ne bo. Se želimo povabiti k ogledu te filmske legende. Vi, ki ste danes tukaj, težav s kvarniki seveda ne bi smeli imeti, zato pa Mito pravi, da je izbral tak film Rutgerja Hauerja, da utegne komu pokvariti prebavo. Na srečo pa bomo, ko bomo končali tukaj že v tako pozno nočnih urah, da se itak spodobi samo še pit. Dobro, zdaj vas malo hecam. Obljubili smo si, da današnja epizoda bo krajša od našega standardnega formata zadnje čase, zato pa brez nadaljnega besedičanja, kar lotimo se pogovora. Za vas, ki nas ne poslušate v živo, najprej intro. Maestro, izvoli, oder je vaš, en garde. Živijo, mi smo nazaj, skratka, pogledali smo si pravkar Ladyhawke. Jaz mislim, da za une, ki ste zdaj to poslušate, kot sem že rekel, 25. februarja, ne? Ja, pač ne bomo jim obnavljali filma, ali pa mogoče bo kdo obnovil, kdo si ful želi obnoviti film? Mislim, lahko zelo nehitro povemo, da gre za fantazijski film, pravljico skoraj da, o vitezu in neki spletični, ki... Ne vem, kaj... Hči grofa. Hči grofa, ja, Plimkini, boljš, ok. Ki jo je zlobni škof ljubosumni preklel, da je on čez dan volk, ne, on je po noči volk, ona je pa čez dan... Ali nismo mi tega filma pravkar gledali? Pravkar. In jaz sem ga gledal po mojem 8. tak da... Okay. Skratka, tako da se ne morate srečati in potem na koncu seveda vse srečno konča, kar je pravljica. In zraven je še Matthew Broderick v vlogi Filipa Gastona Tatiča, ki močno spominja na njegov najbolj znan lik iz tistega časa, torej Ferrisa Buellera. Tak da, jej. Res je, skratka, režiral, produciral ga je Richard Donner, film je iz 85. Mislim, da sem to že povedal, nominiran je bil za 2 Oscarje, ne boste verjeli, za zvok in zvočni miks. Scenaristi ja, to ni glasba, zvok in zvočni miks je nekaj. Moj bog, no. Vse vem, da ni glasba, Mito. Hvala. Ampak, kaj sem hotel nekaj v glasbi povedati, ne, glasba je Andrew Powell in še nekdo drug. In njegov synthesizer. Alan Parsons. Alan Parsons, ja, ki je unga benda, kako se že... Alan Parsons Project. Tako, hvala. Captain Obvious. Skratka, ja, in to je pač resen band in muzika tle je bila kar navdihujoča.
Ja, to je pač v duhu teh 80-ih, Flash Gordon. 80 se je bilo, ne mogoče. Ja, nikoli. 85. Ja. Flash Gordon in podobni filmi so furali pač te synth muziko. Bila je v ful različnih žanrih, od tukaj, kjer je bil v fantasyju do v vojnem filmu, kaj je tisti angleški Chariots of Fire, do pač, ne vem, Blade Runnerja, ne nazadnje, dost kje je bila uporabljena to vrstna glasba, ki se nam danes zdi mogoče malo manj primerna, ampak bilo je takrat dost trendi. Mislim, da je to bilo predvsem posledica Neverending Story. No? Jaz sem prebral to, da je ta režiser Neverending Story bil takrat kar hitič, ko so oni začeli produkcijo tega in koliko vem, ko so iskali lokacije za tale film, je on non-stop furil neki 80s syntič foro in se mu je to tako noter zasidralo za to podobo te italijanskih dolomitov pa pokrajine, ne, da je rekel, to je pa ako Atana mama, to mora biti. Tako da to je posledica tega. No. Mislim, Neverending Story je bolj ali manj krivc. No, ampak tukaj, hvala Bogu, da tale story ni Neverending, ker syntič jenja skozi film. Ja, mene prav zanima, kaj bi bilo, ne, če bi res imel tak hud mentalni napor vložil v to noter, da odmisliš ta syntič, pa da uporabiš mogoče tisto malo, neke orkestralne podlogce, ki je noter, da bi malo, razmazal čez cel film. Mislim, da bi bilo dost boljše. No. Ja, mislim, vsekakor pač odločitev, ki je v takratni čas zelo pasala. Mislim, da takrat so ljudje gledali ta film, pa so rekli, kako huda muzika, ne? Niti ne, takoj ko je ven prišel, so začeli, kva se pa tle dogaja s tem syntičem. Vsi so bili tu zgroženi, kar bolj ali manj. Ja, Igor je otrok 90-ih, on tega ne more vedeti, ne? Kako je bilo takrat. Pa začnimo, ker pač danes smo k epizodi povabili seveda Romana za to, da nam pove, kaj v tem filmu je bilo res, kaj ni res, ali se ljudje tako mečujejo ali ne. Roman, ti gledam tvoje zapiske in Jaz jih ne najdem. čist le, gled, ta velike črke, tiste tvoje. Starejši si, pa sem ti pustil tvoje velike črke. Skratka, neki je mitov ali pa ne vem, legend, na katere se ta film v resnici nanaša. Ne? Ker trdili so, jaz sem pa to prebral, no, z Mitotom sva brala iste stvari na IMDb-ju, vidim. Sem prebral to, da so oni trdili, ko so dali film ven, da je to po neki resnični pravljici, pa se je pol pač izkazalo, da malo lažejo in da je kup nekih pravljic oziroma različnih mitoloških podlag. No. Ja, mislim, da smo vsi gledali iste websites, kar se tega tiče. Ja, neke konkretne pravljice kot take niso našli, je pa veliko elementov, ki pa so dejansko srednjeveški. Ne. Tukaj, kaj jaz vem, ena od prvih stvari je, ja, sokoli so bili zelo in. Ne, celo, mislim, srednji vek sploh sokolarstvo je stvar plemstva in tako naprej in sokoli so in. Jaz sem se sicer spomnil, da smo mi o sokolarstvu začeli že v gimnaziji govoriti, ne, Boccaccio, Decameron, sicer mi smo takrat fantje pričakovali kakšne druge zgodbe, ne, ampak smo dobili pa tistega Federigovega sokola, ki ima bolj zgodbo o tragični ljubezni, ne bom kvarnikov dal, ker spodbujamo branje. Skratka, tam je sokol. Potem poznamo eno zelo hudo literarno delo iz 13. stoletja, sam cesar Friedrich II. Je napisal o umetnosti sokolarjenja in tam noter so našteti vrsti sokolov, takih drugačnih, kam kdo paše, kako se trenira z njimi. Skratka, sokol je bil zelo tako in predvsem draga stvar, ne? Drag šport. Ko smo že pri športu, zdaj v Sloveniji obstajajo sokolarstvo društva in si lahko nabavite sokola in pač ne vem, če lahko z njim loviš tam nekje, ampak gotovo se da s tem kar početi. Zdaj, kakšni so podnevi, kakšni so ponoči, ne vem, na njihovi spletni strani tega ni. Ko sem pri literaturi, sem tle napisal še, da če se spomnimo Kraljico Margot, ne, tisti film, tudi hudo muziko, pa ni bilo synthesizera noter. Tam noter naj bi Katarina Medici, ne, kraljica svojega sina, ki je bil kralj, Karel, umorila tako, da mu je zastropila knjigo o sokolarjenju, on je bil tako navdušen lovc in je kaj listal tisto knjigo in si je moral prste sliniti, ne, hint ime rože, in se je potem tako vnašal strup v usta in pol pač je umrl. Ne. In to je pač, kot rečeno, dimato tako malo naštimo. Zdaj smo brez kvarnikov, zdaj si pokvaril ime rože, tako čist mimo grede.
Ja, kaj ne rečem, ime Rože je tudi v 80-ih, ne nekje Ja. veni. Tako da, No, sej, če pa do zdaj niste videli imena Rože, pol res, mislim, kaj delate tle? Mislim, lahko preberete knjigo. Ja, no, še zmeraj pokvarjeno, ni važno ali knjiga ali film. Ampak ja, gledaj, kaj sem te Nisem hotel- povedal, kdo je zastrupil knjigo. Aha, to imaš pa prav. Dobro, vse to zadržimo zase. Nekaj sem še tako vprašal, preden mogoče še karkoli drugega. To mečevanje, ki smo ga gledali noter, no? A je to bilo koliko echt ali ni? Mislim, marsikakšna stvar ni bila, se mi ni zdela toliko echt, ampak... Dobro, ni to dokumentarca. Ne? Ja, ne, Okej. gotovo ni, ampak... In poanta je bila v tem, da imaš tam nekaj jeklenega in da ko zamahneš nekaj ali nekdo dol pade. Ne? To so dosegli. Ne? Zdaj sicer tukaj bi mogoče končali, da ne bom kritiziral kaj preveč, ne? Ampak ne, ta film se itak sprehaja skozi par stoletij srednjega veka, tako ali pa drugače, tako da tudi mečevanje je bolj fantazijsko. Flash Gordona si omenil, pa dajmo to tam nekaj pustiti. Ne? No, ker vse samo strelov gotovo niso napenjali na tak način, da si kar žnurco ali karkoli s tem reče. Tuk mehkega dejansko bi mogoče celo šlo. A ja, Mogoče. ker so bili mehni. Ja, ta je bil bolj manjši. V srednjem veku so bili one ta velike mašine, ki si rabo prav neki za potek, ne? Ja, tudi taki si imel, ja, da si imel tako eno kljuko, da si stopil na njo in potem si z obema rokama povlekel gor tisto tetivo, ne, ampak to so bili res konkretni samostreli in ja. No? They came in all sizes. Badumc. Sicer pa kaj še to, kar je bilo škofom, ne, poznamo, ne, škofe s posvetno oblastjo. Škof, ki dejansko kontrolira mesto. In je tudi res to, kar je v filmu bilo rečeno, da ga tudi Rim ne mara. Ne? To je bilo nekako tako, ne? Ker mislim, imeti klerike, ki so hkrati grofje ali pa karkoli drugega, je tako nikomor ni všeč. Ne posvetnikom, ne klerikom. Tako da to je bilo, se mi zdi, tako dobro prikazano. Po srednjem veku imamo enih par zgodbic o hudobnih takih škofih. Ne? Mislim pa, da je tole bilo, ne vem, me je malo na Dune spominjalo, ne? Tele na koncu, ne? Kaj so bili zdaj, guild, ali so bili taki, ali so bili onaki, malo so stali gledali. Malo so stali pa gledali, ampak tudi zanima me, če ti mogoče kaj več veš, nekateri so zgledali skoraj kot da bi bili kot neki beduini oblečeni. A je to inspirirano od ljubezni do arabskega sveta v 80-ih ali so tudi bile take noše? Mene, najprej sem se spomnil na pokrajino, ki me je res spominjala na neko južno-francosko, ne? Pa še te zgodbe so zelo s trubaduri povezane. Ne? Ampak in tam, ja, je ta mešanca tega juga, tudi v arhitekturi, tudi noter. Se mi je pa zdelo, da so s tem nekako hoteli ločiti tiste, ki so malo bolj posvetni, od tistih menihov in klerikov, ki so se potem skupaj v tej cerkvi zbrali in so bili vizualno zelo različno postavljeni. Mogoče je bil to, ne. Čeprav še zmeraj, ne. Najbolj smešna stvar je bila, da ko so se mečevala, si imel tam menihe, ki so se sam kapuco potegli na glavo in čisto mirno stali. No, Mišak je imel nek šlafrok, ti snimal ravno neki. Ja, ti si bil nek bademant. Ja, čeprav, ko smo pri tem Mišaku, ne, Philippe Gaston, ja. Itak sem šel zgooglat. In to je dejansko bil nadškof Bordeauxa v 14. stoletju s tem imenom. Prav ime mu je bilo Mišak Philippe Gaston. Za Mišaka ne vem, ampak Philippe Gaston je bil. Ampak ni tudi tako, da je tale, kako je že tole mesto Aquila? A ni to oral v latinščini v nekem jeziku? Ja, okay. Se mislim, da so tudi parkrat pol pokazali te kapitle stebrov, ne? S tem orlom, tem lepi romanični orli so bili. No, ok. Je kdo še hotel kaj komentirati tale film? Rekel si, da tole mečevanje je bilo pač nekdo z jeklom vdari nekoga drugega. Ne? Ampak kaj pa v primerjavi, takrat v 80-ih je bil cel kup nekih fantasy filmov od Conana do tega, a so kateri bolj realistični glede tega, koliko pač si ti spoznaš? V bistvu bom najbolj realističen film, po mojem vedenju, kar se tiče bojevanja z rezili, je iz 77. leta. Ridley Scott, The Duelist. Tam noter tisto, kar sem videl, je v filmu, po mojem, še ni preseženo, ali pa vsaj jaz ne poznam. Potem je pa tako, ne, mečevanje je tam, da podpre značaj
persone dramatis, ne, se pravi lika, vse ostalo je bolj tako. Ne vem, imamo tega Highlanderja, ne, v 80-ih in glavni negativci meč tam sestavi kot legico. Ne. Pravi meč, ne vem, kaj bi z tega ven ratalo, ne, ampak skratka, in by the way, Highlander, to je pa eno od najslabših filmov, kar se mečevanja tiče, sploh scena iz garaže, če se spomnite tisto. Aha, ja. Ja, mislim, da je več avtov bilo razturenih, kot česarkoli drugega. Tako, ja, o mečevanju mogoče ne bi ravno. Ne. Conan je sploh mogoče še podprl ta en mit o velikih, težkih mečih. Ne. To je 15-kilski ali pa ne vem koliko kilski in The Riddle of Steel in ne vem. Ja, no, ampak Conan je imel take mišice, da bi bil kakšen lažji meč mogoče preveč nerealističen zanj. Mislim, da je to bolj poanta. No? Mislim, čemu človeku take mišice, če ne za meč? Dobro vprašanje. No, z mečem je tudi končno vprašanje nekako povezano, ampak do tega bomo še prišli. Da vidim, če sem še hotel jaz. Mito, mogoče bi ti kaj povedal o castu tega filma, ker sem te slišal, da si še petal v prvi vrsti, da veš tudi ta podatek, koga so najprej nameravali na mesto Rutgerja Hauerja. Ja, v bistvu najprej je bil v igri Kurt Russell, oziroma še pred njemu Sean Connery in Dustin Hoffman kot Gaston. Medtem ko Rutger Hauer bi pa bil To je bil Sean Penn kot Gaston. Ne, to je bilo še potem kasneje, še ena varianta. Sorry. Pa Rutger Hauer bi pa od začetka se noter pojavil kot tale nespametni kapetan, ki ga na koncu pokori, ampak Dustin Hoffman je 4 tedne pred začetkom snemanja odstopil, ker ne vem zakaj. Potem je pa tudi, mislim, da par dni pred snemanjem Kurt Russell, ker je bil tako zelo zaljubljen v svojo novo ženo Griffith, je rekel, bom jaz reši tam. In so potem na hitro nekako premekslali in tele vlogce, tako da je v bistvu Rutger Hauer potem dobil noter. In mislim, da čist zasluženo, mislim, ena bolj ikoničnih njegovih vlog. Vse zame se mi zdi, da ful dobro ta nek patos prenese. Patosa pa je velik. Ja. Drugače, meni ima film predvsem odliko na fotografskem smislu, ne? Ker posnel ga je Vittorio Storaro, ne? In on je dobil 3 Oskarje nasploh za Apokalipso zdaj, pa za Zadnji kitajski cesar, pa Konformist, ful je delo malo z Vrhovnom, pa z Bertoluccijem. In zanimivo, da v bistvu tle not je to ena, kako rečem, film ima ful problemov, ampak to je pa res ful dobra odlika, ne? Da so lahko takšnega avtorja noter povabili, pa da je vsaj nekaj naredil iz te snovi, ki so jo tukaj ponudili. Ne? Ker predvsem ta svetloba pa barve, ki so uporabljene, ki danes toliko manjkajo tem fantazijskim pristopom na televiziji, ki jih vidimo, ne vem, od Witcherja, pa tudi Lord of the Rings, so taki temačni, sivi, omakasti, da se izrazim, ne? Medtem ko tukaj pa polno svetlobe, pa barov, tudi ta isti režiser fotografije, se reče direktor fotografije, je en televizijski film posnel v Caravaggu in potem v filmu vidiš, zakaj je prav v Caravaggu snemal ta pristop chiaroscura, svetlo temnega noter, tako da to je meni predvsem pri tem filmu zmaga ultimativna. No. To je to, kar bi še plus dodal na tem filmu. Res, to je, zaradi tega je meni ta film super. No. Jaz imam eno vprašanje za vas vse 3. Torej, k sreči zaenkrat, koliko vem, ni remake v pripravi, ampak kje mislite, da bi najbolj zajebali v remake, če bi ga šli delati? Ne? Jaz osebno mislim, da bi se začeli s tem, da bi potem, kot je zdaj Lion King narejen, bi naredili tega volka pa sokolico, ki bi bila čist realistično CGI in bi še po možnosti govorila. In prav predstavljam si, da obstaja nekdo v eni produkcijski hiši, ki ima to idejo in dela na tem. Kje pa vi 3 mislite, da bi zafrknili, če bi šli delati remake tega? Roman, mogoče ti najprej? Ampak to, kar si rekel, je zelo dobra stvar. Zdaj si mi pa noter si mi dal v glavo ta imidž in da sta še ta 2, Filip Gaston in Imperius, da sta še kon Pumba, pa unta drug. Zdaj pa spat ne mogo. Kje bi lahko zezni? Ja, dejansko na tem pretiravanju tega vizualnega noter. Verjetno bi dodali še kako ognjemet, kako eksplozijo, ne vem, kakega Fiata, ki se razleti nekje, ne vem, ampak skratka mislim, da bi tu zelo veliko lahko
V bistvu, jaz kar na pol spoštujem, da so se ful šparali s temi nekimi efekti. Veš, kad, naprimer, ful bi lahko hiter bed izpadl ta, ne vem, crossover med živaljo pa človekom, ki bi hiter horror rato. Vseeno so hteli nek družinski fantasy pravljico delati, ne? Tako da v bistvu ta cheesy efekti, ne vem, svetlobce pa prelivčkov iz oči v živali pa človeka je v bistvu še kar ok narejeno, ne? Se mi zdi. No. Tako da tukaj na tej točki mislim, da če bi delali nek remake, bi hiter lahko bila grozljivka, tako orang grozljivka. Cats. Ja, primer, ja. Kar je nekak point, ne, pri spreminjanju ljudi v neke zveri. Mislim, to je horror, to begin with, nekaj se reče. No, sej v zadnji Drakuli, te BBC-evi smo videli, no, ko se on spremenil unga volka, kako to lahko efekt, koliko denarja lahko to zmečeš, kako super to izgleda, pa kako prazna je pol serija. Ja, čeprav se meni je kar seksi tam, no. Meni je kar seksi. Ne, se ta prizor je meni še najboljše, sem vse ostalo serije pa tako. Okay. Ne, jaz sem, mislim, ne vem, pač kje bi kaj zafrkal, jaz sem mislim, da je zelo težko najti še enkrat tak grad, ki ima toliko vrat. To je tako pač, tako, ker unka prjaha s konjem, pač ta zlobni poveljnik, ne, tako gre skozi ene 6-7 vrat, pol pa še mun revežu, ki cel zadiha in pride ta cel premoč in reče, bi se ti sprehodil z mano, da ti povem. To se mi je imelo zdelo malo tako too much, no. Pa dejansko imaš en tak grad, mogoče 1 uro vožnji od tu. Hohostrevic. Ima 14 takih vrat. Ja, in pri enih mislim, da se tla obrnejo in mislim, vsaka od teh vrat je imela ena tak booby trap. No, se to je poanta, ne, da pač teže pridejo not, domnevam, ne? Tako, in zato niso nikoli osvojili tega gradu, ampak tam je. 1 uro stran. No, se tudi tujskega niso nikoli osvojili, so bili vzroki popolnoma drugačni. Niso ključa najdli. Ne, železnice ni bilo več. No, jaz mislim, da bolj ali manj v filmu smo povedali, kar je bilo treba, če imajo naša živo občinstvo še kakšno vprašanje, ne ga zadrži za konec, bomo na koncu pobirali ta vprašanja. Jaz imam samo še eno, ki imamo zgodovinare tukaj. Tako ful je zmeden čas, ki nekako se mi zdi, da je to 13. stoletje. Govorijo pa tam o neki kugi, ki je pa čist kasneje. Zdi se ti, da je to 13. Ja, stoletje. veš kaj, Pogleda si arhitektura pa Saracene omenijo. Ne? In zdaj, če si toliko veš malo o zgodovine, pa nisem stručko daleč od tega, ampak se mi zdi, da je to 13. stoletje, ne? Nekako vse v moji glavi. No? Zdaj pa kuga, pa to je pa kasneje. Ne? Ja, v bistvu imaš prav, tle se kar malo sprehajajo, že Ata od Izabo, ne bi tam pravi, ne, padel pri Antiohiji, ki se je Saraceni boril, ne. Se pravi, da to gre za čas 11. stoletja, ne, prva križarska vojna, to je takrat. Potem, kaj se vem, ko z tistega stolpa dol pade, ne, in se spremeni ptica, vidimo tam tistega enega gargoyla, ne, kar je tipična visoka gotika, in pol imamo tam romanične stvari. In pol kuga je 14. stoletje, ampak spet ne, to isto, to ni dokumentarc, to je podoba srednjega veka, bolj ali manj kao nešto tamo, ampak sej naredi svoje, sej ne vem, če rabi. Zdi se mi taki ameriški pristop do tega, it's old, it's good, veš, za naš publiko je vredno staro. Ja, mislim, enostaven in je fin, imaš tam bojevnike, ki so ali niso vitezi, who cares, imamo tam neko plemstvo, imamo tam škofa, ki pač, mislim, tle pa John Wood je pa tle fenomenalen, on je pa tle res tista sploh scena na koncu, ne, z očmi. No, in imaš potem tisto tipično karikaturo kmeta, tisto gospod Sekiro in njegova gospa, ne, lahko je tudi sestra zaradi mene, ne vem. Ampak skratka... Lahko je oboje, zelo verjetno je oboje. Ampak skratka, imaš vse, ta film... Mislim, da ni bil kmet, ampak ogljar. Točno, ja, bravo. No, hvala, Igor. Drugač, no, tako, če smo že cepimo perje, potem seveda moramo povedati, da sta Gift in Ladyhawke, ki se preimenovala Spike 2, to sta bile dve sokolici, ki sta igrali pač sokolico, sta tudi rdeče repi sokolici, ki so pravzaprav v Severni Ameriki živijo, ne v Evropi. Tako da. Eno slikarsko še imam ponovati ti strivijo, nabijaš, dokrat bom pa jaz. Ta direktor fotografije je ful lovil jutranje pa večerne svetlobe, to zlata ura. Magic hour. Magic hour, golden hour.
Se reče pravilno, ne? Golden Hour. In tisti je Golden Shower. In nima nobene veze. Ne, svetlova. okay. Nima veze s tem. Skratka, folk je imel full cajta vmes v produkciji čakati na te svetlobce. Ne? In Michelle Pfeiffer, ki se je dolgočasila, je dvignila čopič in začela slikati. Se naučila slikati. In mislim, da 2003 je v enem intervjuju povedala, da ko se je ona umaknila iz Hollywooda, ni več toliko snemala, pa levo desno je večinoma slikala. Tako da nekako mogoče je malo ta film kriv, da se je Michelle Pfeiffer umaknila iz filmske industrije, toliko kot se je, ker res posveča ogromno časa svoji slikariji. Je pa to še en dokaz, kako se to hitro naučiš. In da je vprašanje, zakaj rabiš faks 4-letnike. Kaj je to tisti paint by numbers? Ja. Dobro, mislim, da smo s tem res zaključili v filmu in preidemo v drugi del, kjer smo malo pogovarjali o Rutgerju Hauerju, in sicer je Igor bil tako prijazen, da je pripravil kratko biografijo in filmografijo Rutgerja Hauerja. Vse mislim, da prav govorimo o Rutgerju Hauerju, ne? Okay. Ime mu je Rutger Hauer in je nizozemski igralec. Glede imena je to, da ko je začel v Ameriki pač prve vloge dobivati, smo predlagali, če bi se preimenoval v nekaj, kar je lažje izgovoriti, pa je rekel, da se mu ne da, ker itak ne bo se prijela ta karijera v Ameriki, pa potem se je in ime je ostalo. V redu, je pa imel zelo zanimivo življenje in sicer rojen je leta bil 44 in oba starša sta bila igralca, ampak ni sledil temu, v bistvu sta ga vzgajala večinoma stara starša, zato ker sta starša potovala naokrog in igrala. In potem je pri 15 se šel v Pornika, pobegnil od doma in šel za 1 leto na ladjo delati, ker pač leta 61, torej je 15-letni mulo brez problema to lahko še izvedel. Potem je mislil biti mornar, ampak je ugotovil, da ne gre, ker je imel barvno slepoto in dejansko ne moreš biti resno mornar. V bistvu kapitan ni mogel rata zaradi tega, ne? Mislim, nasploh karijere ni mogel imeti, ker v bistvu zastavic ne moreš prepoznati. Ja, to je na ladji malo čudno. Ja. No in potem se je odločil, da bo, mislim, sta ga bolj manj starša prisila, da bi naj postal igralec, ampak je bil v tam 60-ih bojem v Amsterdamu, posedal po kavarnah, pisal poezijo in ni hodil na faks. In potem so ga vrgli z faksa, pa se je odločil, da je spet cajt za popoln preobrat in je šel v vojsko in ugotovil, da vojski pa ni fajn. In potem pa je vso tisto igralske talente uporabil, da je prepričal komisijo v vojski, da je nor in da je neuravnovešen in so ga dali v eno institucijo za nekaj časa. In potem so ga odpustili iz vojske in je lahko živel svobodno. In potem je dejansko postal igralec, ampak ne čisto takoj, ker najprej še bil par let pantomimik. Skratka, pol pa inštitucija. Pol pa je spoznal svojega dolgoletnega sodelavca Paula Verhoevna. Je bil. In sta naredila skupaj najprej televizijsko serijo, ki sem si nekaj zapisal, naslov pa sem ga pozabil. Floris. In je z njim je bil 24, je že vse to doživel do 24. leta, tako da mi, ki smo šli enostavno takrat, ne vem, proti diplomi, smo kar malo zamudili. No. Leta pa do mime, koliko mi je žal. No. To je ta patosa. Skratka, največ njegov film, s katerim se je prebil naprej, bil nizozemski film Turški med, kjer je igral umetnika in je v bistvu tragična ljubezenska zgodba o velikem umetniku. Mislim, da je on slikar, ona je njegova muza in potem se imata rada, se nimata rada. Dosta taka klasična zgodba, ampak tale njegova intenzivnost in stik z ptiči je to iz tega filma tudi, ne? On vedno je nekak ptiče držal rad v roki, skoraj vsakem filmu prav. Ne vem, kak je naletel na to. Igor, a lahko pospešiš? Skratka, Soldat van Oranje, Bojno življenje in smrt o nizozemskem uporu proti okupatorju med drugo svetovno vojno je bil še en film, ki sta ga s Verhoevnom posnela in je bil velika uspešnica pri nas. Mislim, da je bil tudi
v kinu Seks na motorju o mladih motokrosistih. Mislim, s tem naslovom je zagotovo našel publiko. Easy Rider. Ja, samo nizozemski, pa motokros. Potem pa je šel v Ameriko, kjer je najbolj znan film, eden prvih, ki jih je posnel tam Iztrebljevalec, Blade Runner. Potem je sledil še Ostermanov vikend, Blind Fury, ki ga bo Aljoša predstavil. Kasneje v karieri Buffy, izganjavka vampirjev, je bil Dracula, mislim, da not. Kar je zanimivo, on je dvakrat igral Dracula v različnih filmih, pa enkrat Van Helsinga. In sploh ni edini igralec, ki je igral Dracula in Van Helsinga, kar eno par jih je. Tako kot je tudi eno par igralcev, ki so igrali Hudiča pa Jezusa. Tako da tu imaš neke take prestižne. V 90-ih je bil ful znan po glasih za Guinness, ki so bili genialni in so tudi mene prepričali, da sem poskusil ta temačen zvarek. My goodness. Ja. Thanks, Rutger. Pa bil je videl z Kylie Minogue, pa potem je imel še en resurgence karijere z Batman Begins, Sin City in Mitotovim novim najljubšim filmom Hobo with a Shotgun. Tako da, ja, igral je v ogromno filmih, vedno je rekel, da mu ni važno, če igra good guy ali bad guy, njemu je glavno, da ima vloga nekaj čarobnega. Ne? In tukaj smo si danes ogledali film, kjer je bilo dobesedno nekaj čarobnega v tej njegovi vlogi. Ja, pa predvsem tem tip je dejansko bil vitez, ne. Tip je pol je dobil red nizozemskega leva, stopnja viteza, tako da kaj češ boljšega. Ja. Mislim, velik, ampak... Ne, se imel tudi denar pa vse to. Tako da. Ja. Nič mu ni bilo hudega. Ja, mi smo si tako zastavili seveda spet tole pogovor, da vas bo vsak od nas skušal zdaj tukaj navdušiti za enega od filmov Rutgerja Hauerja, s tem, da smo si nekako zadali, oziroma eno prepoved smo sam imeli in to je, da to ne sme biti Blade Runner. Ker to bi bilo najbolj obvious, najbolj očitna izbira, tako da smo vsak od nas izbral en film in ker ne gremo po vrsti, ampak gremo tako, kot gremo ponovadi, je prvi seveda Gost. In to si Roman ti, ki si izbral Flesh plus Blood iz leta 85. Tako, Flesh and Blood. Tukaj je Hauer spet vihti meč, ampak tukaj ni toliko viteško good guy, ne? Tip je tukaj poveljnik nekega, vodja nekega tropa najemnikov, zadeva je postavljena 1501 in imajo spet probleme malo z kronološkim zaporedjem zgodovine, ampak dobro, pustimo. Tisto, kar je fino, to je vrhovno film. In vemo zanj, da on ne špara impresij, zato da neko zgodbo pove do konca. Tisto, kar je meni fino, je nabor igralcev, zato ker igralce, ki jih pol srečaš, ne, v raznih vlogah, eni so si pa zelo podobni, tako kot si ti, Igor, prej omenil. Ne. Namreč, dobro, Jennifer Jason Leigh, ok, vsi vemo, da je pač malo usekana, oziroma ima vloge malo bolj usekane. Na zadnje sem jo gledal v The Hateful Eight, super. On drugače bila tudi single white female. Tukaj v Flesh and Blood je pa ena plemkinja, ki je ime Agnes Jagenček, ne? No, everything but. Potem imamo tamle enega pravega poveljnika, je Jack Thompson, ki igra lik Hawkwooda. To je pač nek, če se spomnite svojih zgodovinskih ur, ali pa tudi ne, je postavljen za kako stoletje prepozno, ne, v te italijanske vojne. Ampak tisto, kar je meni bilo zanimivo, je, da sem v njegovem opisu, ki je bil, piše, da je bil v Star Wars 2, ne, Attack of the Clones. Meni ni bilo jasno, čak malo, kaj je to. In res, tip je igral Kliga Larsa. Se pravi, kaj bi to bil, krušnega detka od Luka Skywalkerja, ne? Kakšen duo je bil. No, pa da zdaj ne naštevam ostale, imamo tukaj enega Briana Jamesa, ki je v Blade Runnerju, sorry, ampak nisem si mogel pomagati. On je eden od tistih človeških nečlovekov. Leon, ne? Leon, ja. In pa še v Fifth Element igra tudi rahlo odsekan in pa eden, ki je pa meni tisne s prstom pokazati, je pa Ronald Lacey,
ki v tem Flash and Blood igra enega, ne vem, mogoče tako kot le enega norega redovnika ali malo obnorelega duhovnika, ali pa samo enega, ki je pač enega kardinala vzaj ustavil in mu obleko ukradel, ne, namreč nosi kardinalski plašč in klobuk in pač ima neke vizije v neravno treznem stanju. No, on je bil v Blackadderju, on je bil tisti slavni Bishop of Bath and Wells, tiste epizode, če se spomnite, ta je briljantna. Mislim, da še istega leta ali pa tam nekje je igral v Red Sonja, tudi enega od malo norcih, en tak headgear je imel zelo zanimiv, ampak najboljši je pa to, ko ga gledaš v oči, ki igra v Flash and Blood in tisti njegov nasmeh in rečeš, tebe sem že nekje videl. In točno to, Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones prvi del, on je bil tisti gestapovc, ki si je roko opekel. Mislim, skratka, ena taka faca, ki ne moreš. Okay, zdaj vemo, o kom govoriš, absolutno. Okay. No, skratka, film je pa tak čisti odbitek, zgodba je, bi človek rekel, kar neki, imaš najemnike, ne plačaš jim, začnejo gužvo delati, še večjo gužvo naredijo, ugrabijo zaročen kot tvojega sina, greš iskat, vmes je malo kuge, v glavnem je pa vse ti zdajmo narediti kao srednji vek, s čim več morije, s čim več umazanega na en način in film je bil flop, kakor vem. Ne? Ja, ne sem to, tudi Howard pa Verhoeven ste se skregali in potem niste več sodelovali nikoli. Ja, jaz sem slišal neko štorijo, prebral, da ste se ful kregala, ampak v nizozemščini seveda, ne, in da so ostali cast prosili. A se lahko vidva kregata v angleščini, da vse vemo, za kva se gre? Ja, to je popcorn moment. Ja, je bilo, so bili epski kregi. No, pa sta potem prekinila sodelovanje za sploh. Ja, tisto, kar je rekel Verhoeven, je to, da nikoli več ne bo žrtvoval scenarija za to, da denar dobi, ker je moral iti v Ameriko in prosjačiti in tam v Ameriki so rekli, da oni hočejo pa love triangle. In ne vem kaj. Nek vem, Rudger je malo skrbelo pri tem filmu Flash and Blood, da bo uprizoril zopet enega bad guya in da bo to škodilo njegovi ameriški karieri, da ga ne bojo typecastali. Zatem je pa potem Lady Hawk posnel, ko je pa... Tisto, ki ga pa opere, ne. No, filma pa spet, ne, mislim, če gledaš tako, kar sem prej rekel, ne, slikati nek srednji vek zato, da je srednji vek jim je uspelo popolnoma, čeprav je noter par takih nonsensov, ki ljudem, ki, ne vem, hodiš skozi mesto v Evropi, pa ti je jasno, da ni, ne vem, ena pomembna točka tega filma temelji, da je tam najdejo en kip svetnika in ima ta svetnik meč in si rečejo, ja, to je sveti Martin in temu Howardjevemu liku je ime Martin in ja, to je znak. Dobro, veš, da ni pač edini meč, ni edini svetnik z meč in tako naprej. Tle so malo taki heci, ampak who cares? Mislim, film ni namenjen temu. Ne? Ja, to so bili filmi pred snežinkicami, ki so se javljali za vsako napako v filmu, oziroma kako s tem reče fanom, ne snežinke. Si še hotel kaj Roman povedati, če kaj o tem filmu, zakaj ga sploh gledati, sam zabaven je? Ok, a to otroci poslušajo tole podcast? Ne, the best. Ta film sem prvič gledal, ko sem bil najstnik v gimnaziji in ko tam pač je Jennifer Jason Leigh, mislim, treba več povedati. Mislim, in je taka zelo širokogrudna in odkrite scene so in to, ampak zakaj ta film zdaj gledati, je pa v bistvu za hec, pa en character development je, Martin je bad guy, ki je v bistvu dober guy, ki ga skrbi za, ne, ampak ga na koncu skrbi pa najbolj zase, tako da spet nekako priješ na okrog, ni nek hud presežek, je par dobrih scen, nasmejiš se tu pa tam kdaj, v bistvu pa to in spet gre na to, da evropska medicina se ima še za veliko zaučiti, tle, ker je kuga in na začetku filma še morajo kri spuščati, na koncu filma že vejo, da morajo tiste bube prerezati in tako naprej. Skratka, kakšni bodoči medicinci, ne si to kar pogledajo. Mito, jaz bi kar nadaljeval mogoče s tabo, ker si pogledal en zelo zanimiv film, ki te je navdušil. Ja, meni je Roman zviznil Flash and Blood, da bi ga še enkrat, tako da sem potem šel neki... Javno se še enkrat opravičujem. In to za tak minuto. No, jaz sem pogledal Hobo with a Shotgun, to je film iz 2011, je pa nastal kot rezultat v bistvu enega razpisa za kanadski prikaz
Grindhouse, torej Rodriguezovega Grindhouse, ki je šel v tam demo z kaj je že Death Proofom, ne, Tarantinovim, ne, ker noter so uporabljali mašeti in Hobo with a Shotgun fake trailer. Ne. In potem so nekako videli, ja, pa se ta fake trailer isto kot mašeti nekako zgleda ogabno cool in so ga posneli. Tako da iz tega je nastal pač Hobo with a Shotgun in točno isto ogaben je tudi v celovečerni inačici. Štorija je simpel, dogaja se v Hope City, kjer pač ni bolj slabih ljudi, ne moreš si zamisliti bolj slabega okoliša ali pa slabih ljudi, same droge, posilstvo, prostitucija, pedofilija, božički posiljujejo, ne vem, ubijajo se na morje in bolj ogabno je, bolj šprica kri. Mislim, res film je ogabno 3PM. Jaz sem ga opisal takole, kot da gledaš žolč pobarvan z otroškim smehom. To je Ne, res. To si bom zapisal. Če dam kaj plus temu filmu je, da ti zelo žolč nabija, kako ne rečem, kislino, no? Ne vem, ogabenje. No? Barve so ogabne, kamera ogabna, igra je napol ogabna, ne vem kako ne rečem, ampak je pa tako ogabno, da je že kul. Štorija je simpel. Hobo / Rutger pride v to mesto in takoj se začnejo na njega spravljati pač, ker tam v tem mestu se vsi spravljajo na brezdomce. Ne? Oni so najnižja kasta od najnižjih. Ne vem, tam ima še enega režiserja, ki denar tala brezdomcem, zato da se ne vem, na neko nasilje sami nad sabo izvaja. Ne vem, v enem prizoru je steklo, naprimer, pa mu gnare tiši v usta, en se toče, ne vem. Pač, samo za rahlo loris. Glavna premisa pa je torej, da se on zaplete čist, zato ker želi pomagati neki prostitutki z napačnimi ljudmi, ki so čist over the top bad guy in nek foter z 2 sinovoma, ki imajo proste roke, da pač vzganjajo malo morje krvi pa smrti tam okrog. In na koncu se pač zaključi tako, da pač Hobo pograbi orožje in začne vse po tamani ves folk in na koncu ga ubija policija in to. To je ta film, evo, to je čisto simpel. Pozor, kvarniki. Ni kvarnikov, to je to, kaj ne rečem. Ne Tukaj je že skvarjeno, da ne moreš imeti kvarnikov. Tok je pokvarjeno to mesto, da še kvarniki... Nekako bi rekel, Rutger je imel par vlog, ki so malo tak B-filmi v 80-ih, ampak tisto še nekako drži. Veš, tukaj v 2011 se mi pa zdi, da je že malo konec njegove kariere za tono, ne? In da ga pograbi nek mlad debutant režiser, ki je naredil to kot nek razpis za fake trailer, da mu da takšno vlogo, kjer on potem samo šica folk na najbolj gnusne možne načine. Moram tudi priznati, da je bil film res quotable, ker ful so si vzeli časa, da je res ta tiste, kako ne rečem, B-movie quotes, da so noter, ne vem, ker so probali na začetku scenarija reči, to je super citat, dajmo to noter. Na koncu je že tako over the top, da what the fuck, res what the fuck, nek on Božiček, naprimer, pardon, to je res ogabno, Božiček, ki gleda otroško igrišče z daljnogledom in se ga začne na roke metati, on pa pride zraven, pa kako že reče, se upravičujem za ta izraz, jerk off to this, you child molesting shit liquor, he shoots Santa Claus. Potem drugi so, we are going to hell and you're riding shotgun. In fact, they're gonna make comic books out of my hate crimes. You get the picture, to je noro, to je noro. Po drugi strani pa, naprej, pač kot vizualc, me najprej privlačil kao ta full huda barvna paleta, ne? Šli so z digitalnimi kamerami snemati, ampak režiser je rekel, ne, jaz hočem v bistvu orang zrna, orang barve nabiti, kot da bi, ne vem, cross-procesal tale film levo desno in v bistvu estetika nekako paše na vso to ogabijo, da kri jaša bolj mislim rdeča, pa da je res jaša bolj ogabna, ker takih modrih, oranžnih, rdečih tonov redko vidiš na platnu, res redko. Tako da priporočam. Samo probite, ne vem, vsaj 2 uri po kosilu ali pa tako. Res, jaz sem parkrat bil tako mislil, fuck, to pa, wow. Sicer jaz sem to gledal, takrat, kaj prišel ven, pa se mi ni zdel nič posebnega, najti bom mi to. Ne, res, mislim, da imam želod za marsikaj, ampak to je bilo pa, wow. Ogabija, lepa beseda mi to. Mislim, se bi rad rekel, da je neki družbeni komentar tu noter, samo taka družba, kot je tu prikazana, ni. A veš, kaj mislim, tu... No way, no. Čakaj, lak si pa zdaj le zmisliš, ne? Rekel si, da je Hope City. Ja. Se pravi, ko on odstranijo vse tisto gnoj, pa ogabijo,
The Hope Remains. Ne, The Hope Gets Killed. Ok, znači, forget. No, mi tudi dolgo že nisi bil na Štajerskem, tako da mogoče si malo pozabil. Wow. No, ja. Skratka, Hobo with the Shotgun mi to priporoča, da 4 zvezdice od 5. Naslednji film, ki ga imamo, spet malo potujemo nazaj, Igor je izbral film iz leta 86, skratka, za 1 leto smo šli naprej od Lady Hawk in kaj smo bili že prej, Flesh and Blood. Igor? Ja, jaz sem izbral film Avtoštopar, ali Štopar, ne vem zdaj točno, The Hitcher. Je do Hobo with the Shotgun, mislim, da njegov najbolj violent film, komaj da so ga uspeli posnet, ker so hoteli, da bi en kup stvari malo pomirili. Ampak scenarist in režiser sta rekla, ne, mi dva hočemo tak film narediti, Rutger je tudi bil čist za. In kar je zanimivo je, da film je inspiracija enega verza iz komada od Doorsov, in sicer Riders on the Storm, kjer je vers There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. In točno to vidimo. Rutger igra avtoštoparja, ki se vozi po Ameriki in ubija ljudi. Glavni junak je en tip, ki potuje v Kalifornijo in ima nek deal, da dostavlja en avto tja. In ko se mu začne spati, pa ker mora iti pobere štoparja. Štopar ga proba ubiti, on vrže štoparja, on je ful ponosen na to. Naslednji dan ga ena familija prehiti s tistim štoparjem od zadaj in potem on jih proba dohiteti, ko jih dohiti, so že vsi mrtvi. Ne? Pol pa pridemo do zares disturbing stvari. Ne? Prva je, ko gre, se vstavi, da bo nekaj jedel in tako je on pomfri in tako najde prst vmes in tako Kaj še omeka, ali kaj? Hujše. Kelnerca, ki jo potem vzame s sabo, je pa Jennifer Jason Leigh. Seveda. In potem ona dva nekako mu probata pobegniti, pa se bojujeta proti njemu, on jo nekako lovi. Skratka, potem cel cajt pa v bistvu Štopar proba glavnega junaka prisiliti v to, da bi postal bolj aktiven. Prav tako, kot da bi imel zraven ne vem, nekega tega, kot ti scenarij pili, pa reče, tvoj junak ni dovolj aktiven. In potem ga prisili do te mere, da Jennifer ugrabi in jo zveže med tovornjakom pri kolcu in raztrga in potem šele se on aktivira in maščuje. Tako da tale scena, ko njo raztrga, je bil tisti problem, zakaj so ful težko najdli studio, ki bi podprl film, ampak zaradi te scene je film postal ful kulten in je še danes tako. In pol, ko so naredili remake 2007 z Seanom Beanom, ni bilo tega. Tam je pa potem že malo ta feminističen val prišel, oziroma kot so ga razumeli v ameriških studijih takrat, in je potem ona tista, ki rešuje tipa, pa mislim, da pol tipa ubijejo. Na tisti točki sem že skoraj spal, ker Sean Bean je cool, ampak nima dovolj karizme, da bi ta film nosil. No. Ja, Ga ubijajo. Da. Okay. Just checking. Ja, jaz se ga ne spomnim več toliko, ampak vem pa, da se mi je zdel kar scary, ko sem bil mulc, sem gledal tega. Ja. Ker za razliko od recimo Hobota sem gledal, tega Flesh and Blood nisem, pa še cel kup pač Rutgerov, ampak tega se pa prav spomnim, ker je tako ikoničen. Imaš tle, iz avta pa ta njegov divji, besni, nori pogled, no, ki ga Rutger ima in ga mogoče imajo vsi Nizozemci, ne vem. Ja, sej ona Melisandre je tudi Nizozemka, tako da iz Game of Thrones, ja. Ja, pa tistih par mečevalcev Nizozemcev, ki jih poznam, mogoče imaš nek point tle, ja. No, pa jaz imam zmer kak point. Igor, si še hotel kaj povedati še kakšna gnusna scena? Ne, mislim, sej film je zelo zanimiv, film ima dober pacing, pa vse, zelo v redu se je tudi postaral in je zanimivo ga gledati z nekom, komorkoli, ki ne pričakuje, da se bo to zgodilo, ker tista scena je
čist šokantna, ker prav zares ne moreš verjeti, da bodo šli skozi. Ja. Priporočaš? Ja, za tak družinski večer. Tako. Da mi povej, a ti pobereš, da je kakega štoperja, potem, ko si videl ta film? Mislim, včasih sem ful štopal in tudi ful pobiral štoperje, zdaj pa nimam več prostora v avtu toliko. V prtljažniku je mislil namreč. No, hvala, Igor, da si razložil svoje Zdaj pa, Aljoša, kaj si pa ti izbral? dneve serijskega morjenja. Ja, jaz sem pa zbral Blind Fury, to je film, ki si ga najprej ti mi ukradel, Igor, pa si se pol, hvala Bogu, premislil in si vzel avtoštoparja. Blind Fury sem jaz zbral zato, ker me nam vežejo tudi lepi spomini. Je iz leta 1989 in to je eden mojih najljubših filmov moje mame, bil zmeraj, ker je zelo imela rada Rutgerja Hauerja. Zgodba je v resnici zelo simpel, nek vojak je v Vietnamu, napadajo jih, zasede ravno tisti dan, ko bi mogli domov, on oslepi v tem napadu in potem ga najdejo tam neki vaščani in eden od njih ga nauči, kako bi rekel, pač mečevanja ali karkoli se pač ta stvar imenuje. Rutger Hauer je za ta film mesec dni vadil z slepcem, pač kako pravzaprav pač biti slep, kako igrati slepega človeka, mesec dni pa je igral z nekom, ki je pač tudi mečevalec, da ga je naučil pač enih teh stvari. In v tem filmu je nekaj groznih prizorov, skratka ena roka odleti, enega na pol preseka in tako, ampak nič tako strašno, pač vse, kar vidite v vsakem Tom and Jerryju. Režiral ga je drugače Philip Noyce, ki je drugače režiral tudi dva filma z Jackom Ryanom, se pravi Patriotske igre in Clear and Present Danger, ne vem kako je to naslov v slovenščini, drugače pa tudi The Saint z Valom Kilmerjem, če ste to gledali, pač veste približno, kakšen film je to. Drugače je pa tudi naredil Salt iz 2010, tega jaz nisem gledal. Pa nekaj takih zanimivih ljudi igra noter, tudi Terry O'Quinn igra Hauerjevega kolega iz Vietnama, ki je takrat zbežal in zaradi katerega je Rutger, pravzaprav so njega ujeli in vse to. To je pa model, ki ne vem, če se ga spomnite, bil je v Lost, je igral Johna Locke, jaz nisem gledal Lost, tako da to nekaj pove. To je eden od glavnih likov. Aha, no, skratka to pove unim, ki so gledali So Lost. it was lost on you. Ja, It was lost on me. In Petra Wattsa v Millenniumu, to sem pa jaz gledal, to je pa ena serija iz 96. Igral pa je tudi en zlobec noter, ki je bil meni zelo všeč, najbolj tako zabaven, Randall Tex Cobb, o katerem sem prebral, da je bivši boksar in da zanj pravijo, da je verjetno ena najboljših brad vseh časov. Skratka, imel je zelo izrazito to brado ameriško, pač štirikotno, kakorkoli že. Skratka, ko Rutger seveda tam v tisti vasi je ne vem kak dolg in pol nenadoma se ga najdemo sred Floride, je pač slep, hodi okrog in poišče tega bivšega partnerja, pač kolega iz vojske. Ravno takrat, ko na dan pošljajo, pač ko na družino pošljajo neke zločince, ki ubijajo njegovo bivšo ženo in hočejo ugrabiti otroka, vse zato, da bi njegovega bivšega kolega pripravili do tega, da bi jim zmešal neka eksploziva, ker je pač ful nek kemik. No in Rutger se vmeša in seveda vsi so tako presenečeni, ker je pač slep pa obvlada meč in vsi njegovi ostali čuti so priostreni in zaradi tega sem jaz danes oblekel tudi primerno majico, Daredevila seveda, ne? Ker pač malo spominja na to, ampak v resnici je to remake Zatoichija, se pravi in sicer mislim, da 16. filma od 26 filmske serije, je to priredba, kako je že naslov, Zatoichi Chikemuri Kaido iz 67. To sem hotel povedati, tudi tle kar nekaj zelo zanimivih, dobrih citatov. Skratka, ko ta šef, ko njegov glavni henchman pride in mu pove, da tega slepca ne morejo dobiti, da jim skozi beži, in ta šef reče, ok, poiščite mi Bruce Leeja. Pa mu rečem, šef, Bruce Lee je mrtev. Ok, poiščite njegovega brata. Mislim, totalno neumne stvari, pol prestrelajo neko vzpenjačo ali kajkoli že to je, ni gondolo, no, prestrelajo pač v Božjo mater, ker mislijo, da sta ona dva noč, seveda dva ona dva že pobegneta pri spodaj. In eno tipov reče, that thing's got more holes than my daddy's rubber.
Tako pa pol on vozi na neki točki, vozi avto in se mu en tip zadere, a si ti slep? In on reče nazaj, ja, kakšen je pa tvoj izgovor. Skratka, kup enih takih, še ena scena mi je bila ful dobra in je ravno s tem Texom Cobbom, ker pač neki dve starki vržeta ven z avta, ko sledita Rutger Hauer in se brez avta, pač se usedete not in pedete, ona starka potegne ven iz svoje torbice nek magnum, ne vem kaj, ima prestreli zadnjo šajbo za njima in on tip v avtu reče, shit, zato pa snija za gun control. Skratka, tak je, no, zabaven film, ura pa pol mine takoj, ne razumeš, zakaj ima slep mečevalec digitalno uro, ampak take stvari, no, simpatičen filmček in zagotovo nekaj, kar absolutno morate pogledati. No. Je zato, ker ko si mečevalc, nimaš časa navijati uro. Imaš prav, na to pa jaz nisem pomislil. Jaz sicer res sem bral na IMDb, jaz se tega več ne spomnim, ampak te ure so lahko tudi govorile, ne? Se pravi, če si ti pritisnil, ti je nekdo povedal, ker cajt je. No, to se analognim uram malo bolj redke dogaja. Ja, je pa tudi res, da tega v filmu nikoli ne vidimo, tako da ne veš, če je to ali ni, mogoče ima kakšno sentimentalno vrednost, ampak tam vojni je ni imel. No. Čakaj, poznamo še eno uro sentimentalno vrednost in Vietnam. Le kje sem to slišal? Ja, sem tam en drug igralec, ki ga jaz včasih zamešam z Rutgerjem Hauerjem. A ne da? Ja, ful sta si podobna. Tudi iz pogleda, ne? Karizma, ja, zelo močno karizmo imata in tudi oba lahko igrata psihopate, če je treba, pa hkrati sta lahko tudi prijazna. To ni tako ful pogosto. Ja. No, za tiste, ki mogoče niste razumeli, govorimo o Christopheru Walkenu. Kdor ni tega razumel, naj se pač dela, da je. Se reče self-flagellation s kuhanimi špageti, ker če pa niste slišali za Christophera Walkena, to pa... Ne, mislim, to se sliša, se mogoče niste razumeli, da je, o kateri uri je govora, mi smo se mogoče malo tako preveč kriptični. A misliš, da smo? A je kdo, a ste živo občinstvo imamo, zakaj mi se tle ugibamo? A je kdo razumel, o kateri uri, z katerega filma govorimo? Pulp Fiction, evo. No, skratka, da potrdim, nekdo v publiki je dvignil roko in je vedel. Skratka, ne pogovarjamo se sami med sabo, nisem nam smešno, ampak mogoče... Imam eno vprašanje, ali je v Blind Fury tudi scena, kjer sem videl film, samo se ga res ne spomnim, kjer ima oči narisane gor, tako kot v Zatojiči od Kitana? Ne, tega pa ni v Blind Fury. Ja, drugače je v Kitanu seveda posnel najbolj znan ta Zatojičevski film in ta je iz 2003 in ga on tudi igra. In zanj ga je dobil, mislim, da Srebrnega leva, ja, kje je to v Benetkah. Skratka, to je film za videti, jaz ne bom povedal konca, tako kot una dva maškarje tam na koncu te mize. Pač bodite presenečeni, le kaj se zgodi. Ampak ja, zelo film, jaz sem ga včeraj pogledal in se mi je zelo dopadel. In mogoče, če še omenimo še kak film, seveda Iztrebljevalec, pač nismo ga vzeli zato, ker pač razumemo, da ga vsi poznate, ampak seveda to je najboljši njegov film, tudi najboljša njegova vloga, njegov zadnji monolog je pač ikonična filmska scena vseh časov, jaz mislim, da še kakšen film sem pozabil. Dober del tega monologa je sam napisal. Sam je skočil, ker v bistvu je bila scena, da zadnji dan snemanja so posneli to in so imeli kaskaderja, ki bi moral skočiti prek in je kaskader zgrešil, se razbil. Bilo je tik na tem, da bo sonce všlo in da ne bi mogli več posneti in je rekel, so se zmenili, da bo sam skočil, samo so malo bližje prestavili tiste dve bajti in je skočil lahko prek in v enem teku naredil tik predno bi pač so dejansko končali s snemanjem in ne bi imeli tega konca, če ne bi on pač tvegal. Pa ni tudi bila ena fora z grlico tam, da je bila... Ja. In ne vem, mislim, da Mito si ti pravo, da so ga imele ptice rade. Ali ja, on je imel neko audicijo, pa ne vem zdaj ali za Lady Hawk ali za Blade Runner, skratka prišel na audicijo, se pogovarjal z režiserjem in mislim, da v enem kafiču samo roko stegnil, pa en ptič preletel, pa so bili, ti si naš, kupljeno. Ja, nekaj kao legendarka. Ni bolj čudno, da ni z Johnom Wooem nikoli igral, ker John Woo ima vedno tiste golobice, ki letajo, tudi ki nimajo smisla. Ne, res nima. Pri njemu pa res ne. So pa lepe, tisti prizori so zelo lepi. Čeprav meni iz Blade Runnera v bistvu je najlepši dialog, zraven zadnjega, še tisti, ko pride do onega stručkota, ki dela oči.
ki reče, ti si pa Nexus 6 model, jaz sem naredil tvoje oči. Pa mu Rudger nazaj reče, ko bi ti videl, kar so tvoje oči videle. Ne? Ko bi ti vedel, ja. Ja, mislim, je tak čudovit stavek. Ja, Okay. Zelo lepo. To je kdo hotel še kaj o Rudgerju povedati, lepega, kaj še za v spomin, svečko prižgati. Mislim, glej, pač njegovi filmi bojo ostali ikonični še ful časa, sploh pač Hobo with a Shotgun, seveda. Ja. Posebej Mito si ga je dobro zapomnil. Smo v zadnjem zaključnem delu tega šova, te epizode in smo se približali rubriki, ki se imenuje Kaj gledamo, beremo, poslušamo. Mi smo včeraj snemali epizodo, pred 2 tednoma, tista epizoda, ki ste jo poslušali, pred 2 tednoma smo jo posneli mi tle včeraj in tam smo bolj ali manj vse povedali, razen mogoče Igor je kaj pogledal vmes. Nisi. Grozljivo. Tako da, Roman, rubrika je vsa tvoja. Kaj si pogledal, bral, slišal v zadnjem času in te je navdušilo in je bilo žanrskega, pa tudi, če ni bilo toliko žanrskega? Jaz sem se kar pripravil za tole snemanje, ker vas spoštujem in sem kar rekel, da se moram držati te linije in jaz sem ostal pri teh malo čudnih klerikih. Ne, totalno sem noter padel, ta škof hudoben in pa sem dejansko še šel neko literaturo srednjeveško iskati in by the way, ene tam fabule so, recimo celo en svetnik, kaj je bil že, zdaj sem pozabil, oziroma nima napisano, Sveti Patrick je tam kralja Walesa spremenil v volka pa take stvari. To je Sveti Patrick, ki je Patrikov dan, Irci imajo. Ja, ki je pregnal kače z Irske. Ja, on je imel neki z živalmi, očitno. Ja, skratka, tega je bilo veliko in sem padel v te malo bolj čudne škofe. Tako da, kar gledam, je The New Pope. Zato, ker The Young Pope mi je bil zelo cool, zelo všeč. Mislim, da so tam pelali veliko stvari so zelo dobro pelali in mi je všeč, kako so jih zapeljali. Ta The New Pope z Malkovičem, pa mislim, kaj ne rečem, to, ki je v redu narejeno, da jim niti ni bilo ni treba biti preveč resni sami v sebi. Tam mislim, da je celo ena scena, ko se papež, ki ga Malkovič igra, pogovarja o igralcu Malkovič. Pa je ena epizoda ima uvodno sceno s Sharon Stone in papež reče, če prosim ne bi tam razkrižala pa prekrižala noge pa take stvari. In naredijo eno celo tako koreografijo iz tega. Marilyn Manson, ki se ni spomnil, kjer papež je. Tak, who are you? Skratka, tako da od teh to nekako, če mi rata gledati, ampak žal čas ni na moji strani tokrat. Je pa čist fina serija, mislim, da se zdaj tudi izteka, če se prav spomnim. Koliko delov bo, 8 ali 10? Mislim, da jih je 10. Mislim, epsko, res v zadnjem delu sem povedal, da v bistvu, če Outsider, ki je tudi ena serija trenutno, ki se odvija, ima ful taki ameriški feeling, pa ameriški pristop do fotografije, pa zgodbe, pa levo desno je pa New Pope, zelo evropejski, po videzu, pa po nekem, kako ne rečem, italijansko krizi pristopu do serije. Ker ne vem, liki so čist out, ampak, a veš, kaj mislim? Ja, mislim, na momente me je spominjalo celo ta italijanski pristop k karikaturi. Tisto, kar mogoče malo zaznavamo v Alanu Fordu. Mislim, res par takih pingov sem imel nazaj s tem Young pa pol New Pope, da mislim, Milano scena, taka. Pa spet sem mal vrgel uč na Roberta Harrisa, kar se knjig tiče. Mislim, da si ti omenil Fatherland, kjer je Howard tudi igral. Robert Harris je pa zgodovinar, ki je pol blazno zelo dobre narative pisal. In Fatherland, čisto na kratko, to dogaja se v 60-ih letih in Kennedy pride k Hitlerju na obisk, državni obisk. In potem en inšpektor, ki je SS-ovc, ker takrat vsi morajo biti SS-ovci, odkrije na vzhodu tračnice in pride skratka do tega, da so bili konclagerji. Skratka, da je Nemčiji uspelo ta del zgodovine tako. Uradna fabula je, Židi so nekje na vzhodu, na Uralu se s partizani tepe, mislim, skratka, in pol to spelje. Čeprav film je bolj čuden. Film je tak TV film, jaz sem ga najprej hotel ta film imeti, da bi ga predstavil, ampak pol nisem nekje
staknil nobene res dobre kopije. No, tako ja, pa ni tako dobro. Ja, ne, knjiga je veliko boljša napisana. No, skratka, Robert Harris je napisal pa knjigo Konklave in to je 72 ur dogodkov in mislim, tip se je res poglobil noter, tako kako eni postopki potekajo in zadeva ni akcijska, to ni tam angeli in demoni in ne vem, polivanje z oljem in zažiganje v Svetem Petru in tako naprej, ampak zelo tako na izi velike notranjega, ne, tega refleksije in samologov, ne, ampak je pa prebereš jo pa v šubo in na koncu rečeš, ok, ne, če bi bilo več takih pisateljev, ki take sorte stvar napišejo, ne, tako da evo ga, to je kaj sem gledal, kaj sem bral zadnje čase. No super, skratka, mi smo vse povedali v prejšnji epizodi, tudi Igor ni nič pogledal včeraj, to me zelo preseneča. Sem pogledal Jojo Rabbit, ampak o tem smo že govorili. Ja, točno, a še enkrat si ga pogledal? Še enkrat sem ga pogledal. A je še vedno tako dober? Boljši. Še boljši, super. Ja. Tudi jaz ga bom še enkrat pogledal. Ja, jaz sem ga pred 3 dnevi, včeraj sem pa pogledal Picarda, no, mislim 3. del te nove Star Trek serije. It's good. Kaj da rečem? Zelo engaging. Ne? Ja, engaging. Ja, skratka, če poslušate seveda tudi Picarda, bomo skušali imeti, pri čemer skušamo ves čas vas presenetiti z 2 odličnima gostoma, ampak bomo videli, kako nam bo to ratalo. Skratka, odlična gosta, če to poslušate, merimo na vaju. Noč to je bila 41. epizoda Ljudje in ljudine. O njej smo se pogovarjali v filmu Lady Hawk, Ženska sokol, pa zlasti v filmografiji Rutgerja Hauerja. Poslušali ste torej podcast, ki se oglaša na Mail Bot, podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, žolč pobarvan z otroškim smehom Gegič, Igor, se imata rada, se nimata rada Harp, Roman širokogrudni Bučank in Aljoša, včasih imam tudi kak point, Harlamo. Tole epizodo smo posneli v kinoteki pred živim in živahnim občinstvom, ki se mu najlepše zahvaljujemo za potrpljenje in sodelovanje. Čudoviti ste bili, skoraj vsakeč, ko se je prižgala zelena lučka za smeh, ste se smejali, najbrž ubogemu Igoru ste prihranili ful dela v montaži, ne bo rabo dodajati posnetega smeha. Je pa res, da itak ne vem, če se vas bo kaj slišalo ob našem ržanju tukaj na odru. Vsekakor pa hvala, da ste bili z nami, počaščeni smo in se valjamo kot 3 oziroma danes 4 srečni pujski v vaši blatni ljubezni. Občinstvo, oglasite se. V tokratni rubriki izbira oziroma vprašanje na hitro, kako bi dali ime svojemu meču, oziroma Roman zate vprašanje, ali imajo tvoji meči imena? Nimajo. Ali bi meč z imenom sekal kaj bolje? In glas izpod jezera pa ni Taras, ženski glas je. Reče ja. Vsi veste, o katerem meču govorimo, ne? Vsi, ki imajo, super, Excalibur je rešen. Tako. Mito? Hobo. Igor? Widowmaker? Čak, to je od nekod, odkot je to? Neka podmornica ali whatever, ampak mislim, da je to dosti standardno ime za meč, tako srednji veš. Widowmaker, ok. Jaz bi mu dal... Ni Game of Thrones to? Ali pa bo Game... Ali pa ni... Ja, meni se tudi zdi, da je bilo v Game of Thrones. Joffrey, Ja, točno, Joffrey. evo, ja. Sej, Joffrey. Skratka, jaz bi dal mečem iz Zobotrebec. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, še vedno toplo priporočamo Castbox, dajte nam kakšno oceno na iTunesih, podprite platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če vas bo kdaj kak starejši par nagovarjal, da skušate rešiti njihovo ljubezen, ne nasedajte ali pa seveda po želji nasedite, mi ne sodimo, ne obsojamo. Vsem parom, ki pa imate ljubezenske težave, pa priporočamo redno poslušanje podcasta Obot,
to vaših ljubezenskih težav seveda ne bo rešilo, boste pa lahko vsak drugi torek 2 uri ne govorili s svojim partnerjem. Na Twitterju nas najdete kot podcast obot, na Facebooku smo kot podcast skm obot brez pikic vmes, ker jih Facebook ne dovoli, tako je tudi na Instagramu, tam delimo rajcere, prikolice in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vprašanja, pripombe, komentarje, manjkajoče številke sličic z Životinsko carstvo, pritožbe, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Sicer pa se slišimo spet čez 2 tedna, v torek 10. marca in po dolgem času vam ne znam še čisto natančno povedati, kaj boste poslušali takrat. Ideje so, realizacije še ni, pustite se prijetno presenetiti. Obodovke in obodovci, dragi obiskovalci, hvala in nasvidenje.